Matjaž, ravno kar smo zaključili seminar o psihičnem kogitu. In psihični kogito je tako dosti nenavadna besedna zveza, si to tiskoval? Ja. No, kaj je recimo psihični kogito za razliko od miselnega kogita, ki nam je predvsem skozi filozofijo znan že dolg časa? Ja, miselni kogito nam je znan kot razmišljanje, konceptualiziranje, kategoriziranje, ustvarjanje sodb, ki jih pa lahko prepoznamo vsi, ki so neke vrste kolektivna je njihova veljavnost. Pri psihičnem kogitu, s katerim se je sicer ukvarjal recimo Brentano, pa potem v psihoanalizi Freud, Jung, pa potem še Davidson, filozof, je pa en drug sistem. Pomeni pa začutiti, opredeliti kot podobo, ki je tudi notranja, vendar njej ne razmišljamo, temveč jo predvsem začutimo, oceniti na ravni čustev, povezati z čustveno inteligenco in z nje ustvariti sporočilo za naš lasten razvoj, ki ni razumski, ki ni iracionalen, čeprav je pa res, da neracionalen. Je globinski. Ja. Psihični kogito si na podlagi zodiakalne mandale razdelil na 3 vrste. Katere 3? Torej 3 vrste, kakor je sestavljena zodiakalna mandala, torej vodnih znamenj, ki so tradicionalno povezani z povezovanjem, s čustvovanjem, in s tem s psihičnim kogitom, torej rak, kot način intimnega čustvovanja, kako sem zdaj povezan v osnovnih odnosih z drugimi, kako drugega tudi začutim, kako drugega negujem, kako negujem odnose in kako s tem negujem sebe. To je prvi modus psihičnega kogita. Drugi je globinski, zodiakalni tip globinskega čustvovalca, ki ga tradicionalno predstavlja škorpijon, arhetip škorpijona. Ta pa pomeni pravzaprav iti globlje vase, odkriti svojo globino, povezati se na nek izvoren način z globljimi čustvi, s katerimi se srečujemo recimo v partnerstvu, v ljubezni, nasploh v preobrazbi v življenju. In nazadnje še tretji način psihičnega modusa, ki pa je transcendentalen psihičen modus, to je tako imenovana transcendentalna čustvovalka ali riba. V arhetipu rib sta 2 ribi, torej ta transcendentalnost, ki jo poznamo iz Platona, ki jo poznamo iz krščanstva, ki pomeni 2 svetova, 2 ribi. Torej vsak psihični kogito mora razumeti, da čustva so po svoje tudi transcendentalna, ker nas povezujejo z univerzalnostjo, z empatijo do kolektiva, z umetnostjo, s preseganjem vse te čustvene kompleksnosti, ki jo sicer izkušamo na osebni in medosebni ravni.